s čimer vstopamo v neke nove priložnosti, pa zmeraj vstopamo z nekim nahrbtnikom zgodovine, preteklosti in tako naprej. In meni je v tem nahrbtniku vedno najbolj dragoceno znanje in najbolj dragocena so mi prijateljstva. In to nesem s sabo. In teh sem dobil na ministrstvu ogromno. Jaz moram povedati, da se v nobeni službi do zdaj, pa jih nisem jih menjal na vsako leto, ampak delal sem pa nekaj stvari, nisem niti približno toliko naučil kot tukaj na ministrstvu. Vse, kar sem se naučil od vas, vse, kar ste mi dali razumeti, ste mi vi razložili in vse, kar nesem s sabo v tem novem znanju, so ta spoznanja, ta znanja, tudi znanja o izjemno zahtevnih, strokovnih, kompleksnih, prepletenih področjih, ki jih vi pokrivate. Jaz smo v priložnost to razumeti, priložnost to tudi poskušati zložiti v neko smiselno celoto. V tej smiselni celoti, ki je zelo prepletena in zapletena, pa vedno iščem enostaven smisel in enostavno smer. Ta smisel in smer, ki smo ga na ministrstvu imeli, je bila po moji preko čist takih ZKP razumevanju, nekaj, kar napiše na vratih, nekaj, kar napiše na plačilnem listu. Mi delamo za Republiko Slovenijo, v tej državi davke plačamo mi kot državljani, torej naš delodajalec so državljani. Vsak dan, vsaka aktivnost, vsaka presoja, vsaj pri meni, želim se tudi pri vseh vas, mora biti, ali s svojim delom prispevam k tem, da bomo v tej državi vsi skupaj živeli bolje. Jaz sem prepričan, da na tem področju smo zaslužili plačo, da puščamo ministrstvo v boljši kondiciji, kot smo ga prejeli. Povedati moram tudi to, da ko smo ta mandat prevzemali, so bile meni nekako v izbiro oziroma diskusijo ponujena 3 ministrstva, 3 zelo zahtevna, in jaz sem se sam odločil za MJU, ker sem čutil njegovo pomembnost, mislim, da sem se odločil odlično. In ta pomembnost MJU-ja kot horizontalnega ministrstva je po tem mandatu še bolj pomembna. Mi dejansko držimo v rokah informatiko, držimo v rokah širšo informacijsko družbo, držimo v rokah upravljanje stvarnega premoženja, javno naročanje vredno milijarde in držimo v rokah ustroj, način, izbiro celotnega uslužbenskega sistema in delovanja javne uprave, da ob tem ne govorim, da seveda imamo veliko vpliv na nevladni sektor, na lokalno samoupravo, na izobraževanje in številna druga področja, s katerimi se srečujemo. In to, da smo zdaj bolj pomembni, kot smo bili prej, je zame ena pomemben signal, se mi naredi, ne, da smo bolj važni, večjo odgovornost. In vi imate večjo odgovornost. Kako kot MJU daje takt celotni državni upravi, zelo subtilno, skozi vse te svoje mehanizme, je pomembno, kako to svojo vlogo tudi naprej odigrati. Mi dajemo takt delovanju celotne državne uprave in s tem posledično tudi celotne države. To je odgovornost, ki smo jo zelo resno jemal. Upam, da jo boste tudi vi naprej in upam, da jo bojo tudi moji nasledniki zelo resno vzeli in tudi zelo resno delali s temi vprašanji, ki jih jaz tudi danes razlagam. Nekaj še velikrat sodelavcem povem, jaz sem vam nekako vedno v malih možganjih to zgodbo, ko pravim, sito se trese. Mi vsi delamo, se trudimo in vsi smo zase, vsaj deklarativno, prepričani, da smo najboljši pod soncem. In prav je tako, če sam vase ne verjameš, v koga boš. Ampak po drugi strani se pa vedno znova soočamo s spremembami in vedno znova se soočamo z nekimi novimi izbirami, z nekimi novimi okoliščinami. In takrat se delajo izbire. In takrat, ko se dela izbira, si ljudje vedno izberemo ljudi, ki so produktivni, ljudje, ki so zaupanja vredni, ljudje, za katere vemo, da se potrudijo, in če ti delaš na tak način, potem boš ob novi izbiri med prvimi. Izbire bodo pa vedno prišle. Jaz se zdaj tako soočam. In nimam nobenih iluzij, da do te izbire ne bi prišlo. In sem vesel, ko v tem času, ko se na novo delijo funkcije, ko iščemo nove izzive, ne moram reči, da me skrbi, da nam nekaj počel. Meni je zelo laska to, ker dobivamo od vas potrditve, mogoče nekateri ste nelih ravno navdušeni zato, ker odhajamo, ampak to so dejstva, ker dobivam zahvale in ker dobivam tudi zanimive ponudbe od drugih. Sito se trese. In takrat, ko se dela nova izbira, se vprašaš, koga si želiš. In če želite, da boste željeni, potem se potrudite za prave stvari.
Način dela, ki smo ga mi tukaj imeli, bi jaz rekel, predvsem sta dve stvari važne, na dve stvarih sem gradil in upam, da uspešno. Ena stvar je, kaj dela, kam gremo. Zato smo imeli vsak dan odgovorno sodelovanje, iščemo inovativne rešitve za boljše storitve, naš stavek, strategije razvoja državne uprave. Zato smo speljali krvave projekte centralizacije informatike, centralizacije stvarnega premoženja, kjer smo se soočali z ogromnim številom nezadovoljnih ljudi in vedno sem vam pravil, razumte jih. Glejte, vam tudi ni všeč, če vam eden začne po vrtu hoditi pa odločati o stvarih, o katerih ste vi zdaj odločali. In ravno tako ni nikomu všeč, ko nekaj centraliziraš s dobrimi nameni, pa vendar posegaš nekomu v pristojnost. Ampak to razumevanje in sprejemanje tega, da delaš pravo stvar in ustrajanje, tudi pripelje do tega, da na koncu dosežemo neke konkretne rezultate. In zato smo mogoče lahko danes v teh sistemih, za katere smo mi odgovorni, tudi bolj učinkoviti. In druga stvar, ki je zelo pomembna, se pravi, kam gremo, druga stvar, ki je zelo pomembna, pa kako delamo. Jaz sem rekel že na začetku, v podpisu mojega maila, 1000-krat sem ponovil, moja politični moto je bil vedno sodelovanje. En človek v današnjem svetu, pa v nobenem do zdaj tudi skozi zgodovino, ne more narediti ničesar pomembnega. Lahko naredi samo to v sodelovanju s številnimi drugimi. In tudi ena država, eno ministrstvo, en oddelek in en uradnik ali en strokovni delavec ne more sam narediti ničesar pomembnega, če ne sodeluje. Sodelovanje ima pa svoje zakonitosti, tako kot vsako osebno življenje. Če vi hočete imeti dober partnerski odnos, in če boste rekli, ko boš ti to, potem bom pa mogoče tudi jaz o tem razmislil, je to odnos, ki je obsojen na propad. Če želite imeti dober partnerski odnos, se moraš najprej potruditi razumeti drugega, potem moraš sam narediti korak nasproti in potem lahko pričakuješ, da bo tvoj partner sledil tvojemu zgledu. Ne moreš spreminjati drugih, spreminjaš lahko sebe. In to sodelovanje, to partnersko razumevanje, to razumevanje širšega konteksta, to razumevanje, kako delamo v kolektivu, je po mojem mnenju edino ključno bistvo uspešnega kolektiva. In če smo tukaj naredili v tem mandatu korak naprej, potem mislim, da smo naredili najbolj bistveno stvar. Da znamo bolje sodelovati, ker bomo v sodelovanju pač lažje dosegali naše zelo zahtevne in dolge cilje. Zato je meni tudi zmeri zelo všeč, ko dobim ljudi, ki poskušajo razumeti, ki so veseli, ki so razigrani. In zelo težko delam z ljudmi, ki so zagrenjeni, ki vedno pričakujejo od drugih, da bojo cenili njihovo delo, pa da jih bojo dovolj spoštovali, ker ne razumejo partnerstva. Jaz vas prosim, da razumete partnerstvo v načinu, da sam lahko spremeniš samo sebe in sam v razumevanju se boriš za neke smiselne skupne cilje in vedno narediš prvi korak. First mile, se pravi tisto, da se potrudiš. Na tak način dela mislim, da bo zelo zanimivo. Še ena stvar, mogoče, jaz vam zdaj malo govorim moto svojega dela, ki nisem imel tukaj, ki ga nosim že dolgo s sabo, pa zgleda, da deluje. Ne? Ena od stvari je, da za misli, besede in dejanja drugih ne odgovarjaš. Zato se ne ukvarjamo z njim, odgovarjaš pa za svoje. Če nekdo drugače misli, da je to njegov problem, zakaj se to psikiramo okoli tega, kaj je drug reče? Meni je važno, kaj jaz rečem, kaj jaz lahko naredim, kaj bom jaz naredil in to je tisto, kar nese naprej. In druga stvar, ki meni zelo pomembna v smislu, da si učinkovit, da lahko nekaj narediš. Mi se preveč ukvarjamo z dejstvom. Danes recimo je dejstvo, da bo ministrstvo vodil nek drug minister. In zdaj se lahko ukvarjamo s tem, zakaj je tako, pa zakaj ne ti, pa zakaj je bila izbira pametna. Ne, to je dejstvo. Na dejstvih je treba graditi, da bomo vplivali na stvari, ki jih lahko spremenimo. In zdaj treba v teh novih okoliščinah najti način, kako smo lahko še naprej učinkoviti, kako lahko še naprej doprinesemo čim več k temu, da bomo mi imeli dober občutek, da smo plačo zaslužili, da smo nekaj spremenili na bolj, ne na zadnje, da radi hodimo v službo. Ne ukvarjajte se z dejstvi, ukvarjajte se s stvarmi, ki jih dejansko lahko spreminjate in to ni problem. Mislim, to je bistvo, da si lahko tudi dejansko učinkoviti. Zdaj, kar se mojih novih izzivov tiče, še ne vem, niti sam čisto točno, kaj bom delal, ampak se bom lepo v miru odločil tudi naprej. Ne bom ostal v politiki, bom pa ostal v tistem delu, ki je meni zelo všeč, novi sistemi, novi sodelovanje različnih deležnikov.
Tudi ne bom hrbto obrnil politiki, da bi rekel, zdaj se mi je pa zamerila daleč od tega, ker menim, da lahko tudi v politiki človek ogromno prispeva, ker zame politika ni strankarski prestiž, ampak je politika to, kar beseda tudi še iz Ranke Grčije pravi, strateško, dolgoročno načrtovanje vodenja sistema. To je politika. In ministrstvo je politični organ. In vas prosim, dajte še naprej strateško, modro načrtovati dolgoročni razvoj, ne glede na to, kdo je kakšne barve, kdo koga mara in tako naprej. To je tista prava politika in zato vas prosim, da tudi dejansko nadaljujete. Ne vem, kaj ne vam še rečem. Uspešno delo vam želim, veliko prijateljstev, veliko novih znanj, sreče, zdravja v osebnem življenju in srečno naprej. Hvala za sodelovanje.